Želimo vam prijeten ogled predstave. Spiš? Vem. Treba bi ga bolj vzbuditi. Se sem poskusila. In? Nič. Kako nič? Nič. Gospod, a me slišite, gospod? In nisem rekla. Mogoče ima kaj v ušesi. Zna biti, da je gluh. Zna biti. Kaj bova, če je gluh? Streseš ga. Streseš. Točno streseš ga. Ravnaš. Ne stresi ga. Kaj? Stresi ga. Stresi me. Ja, ti si to rekel. Kaj? Da če je gluh in ga streseš, se bo zbudil. Probaš. Se pravi, da ne ga stresi. Stresi ga. Ne čakaj malo. Kaj ne čakaj? Pomisliva malo. Kaj ne pomislim? Kaj pa, če ni gluh? Kaj misliš s tem? Ja, če ni gluh, zakaj bi ga tresla? Ja, da ga zbudiva. Ja, ampak potem ga ni treba trest, zadosti bo, da ga pokličeš. Ja, če pa ne sliš. Gospod! Vidiš zdaj? Ja, gluh je. Brez dvoma. A misliš, da gluhi boljš spijo? Seveda. O, Madonna, kaj pa če je mrtev? Kaj misliš s tem? Nemogoče. Kako veš? Razume se. Kako? Ja, samo po sebi se razume. No, naprimer? No, če bi bil mrtev, ne bi dihal. Mrtvi ne diha. Ja, pa si ti prepričan, da on diha. Ja, stresi ga. Mogoče ga pa nisi dost. Koliko pa je to dost? Malo manj kot zelo in malo več kot malo. Je bilo v redu. Ker zdaj je bilo dost. Zbudil se pa ni. Ja, zato, ker ni gluh. Misliš? Ja, če bi bil gluh, bi se od takega tresenja sigurno zbudil. Res je. Ja, prav močno si ga. Hvala. Kadar je treba, znaš biti prav odločen. Težko, da kdaj izgubim kontrolo. Važno je imeti kontrolo. Če imaš kontrolo, imaš vse. Če imaš kontrolo nad situacijo, potem veš, da imaš situacijo pod kontrolo. To, kar si zdaj rekla, je čista resnica. Vem. Moja žena nima nikoli kontrole nad situacijo. Kako lahko to rečeš? Ženske nikoli nimate kontrole nad situacijo. Za vsako malenko se cmerte. Če bi bila moja žena zdaj tukaj, ne bi vedela, kaj naredi. Kaj ne narediva? Ne vem. Od kdaj si rekla, da je takole? Od 9 zjutraj. Pol 8 je več kot 10 ur je že takole. 10 ur pa pol, če sva natančno. Kako lahko spi v takšnem položaju? Njemu je najbolj v redu. Zdaj ja, ko se bo pa zbudil, bo imel pa trd vrat. Jaz sem enkrat takole zaspal. Pred televizorjem. Ko sem se zbudil, sem imel trd vrat. Jaz nikoli ne spim pred televizorjem. Kaj, te je strah, da bi imela trd vrat? Ne, za moton pa za spoštovanje. Spoštovanje? Do koga? Do televizorja? Teh, ki noter delajo.
Ja, tisti v televizorju te ne vidijo, če spiš. Ja, kdo to pravi? Jaz to pravim. Hočeš reči, da tisti v televizorju ne vidijo ven? Seveda. Kako nas pa potem lahko štejejo? Šteje. Se izmeraj vejo, koliko nas gleda eno oddajo. To pa nikoli nisem pomislil. Ja, oni nas vidijo. Vidijo nas in nas štejejo. Jaz sem dostkrat pred televizorjem kar ugatal. Kaj neki si mislijo me? Ja, pa še se spiš. Zgodil se mu enkrat, pa še zelo dolg je od takrat. Ja, pa zgodil se pa je. A ti res verjameš, da nas lahko gledajo, pa da nas šteje? 100%. Oho, Madonna. Grozno, ja. Dober večer. Večer. Kaj pa, če ga klofne? Zakaj? Kaj ti je pa naredil? Mogoče se bo tako zbudil. Ja, mogoče. Ampak, če se bo zbudil zaradi klofute, je zelo verjetno, da te bo to klofuto, ko se bo zbudil, tudi vrnil. Res. Lahko bi te tudi tožil. Pa kako si lahko pustila, da kole zaspi? Sej nisem takoj zastopila, da spi. Zdaj se mi je, da sedi tukaj in se razgleduje. A sej so zato sem postavil ta taborine, da se kdo usede gor. Ja, vse ja, da se usede, ne pa da spi na nje. Sej sem rekla, da nisem vedela, da spi. Ja, če ima pa zaprte oči, če ima človek zaprte oči, je jasno, da spi. Ja, lahko bi tudi opazoval umetnine. Ja, kako, če ima zaprte oči, kako naj sploh kaj opaz, če ima zaprte oči? Ja, mogoče mu pa ni bilo všeč, kar je videl. Sej. Kaj? Nič se ne razume. O čem govoriš? V tem. Ne razumem, kaj hoče povedati. To je umetnost. Umetnost. Seveda. Umetnost je, ko gledaš eno reč in je ne razumeš. Če gledam eno reč in ne razumem, je to umetnost. No, približno. Če nekaj razumeš, potem to sigurno ni umetnina. Zato je umetnost tako težka. Ja, zelo. Zdravnika je treba poklicati. Zakaj? Zdravnik nama ga lahko pomaga zbuditi. Ne maram zdravnikov. Zakaj mu pa ne prebrskava žepov? Za koga pa ti imaš? Tako bi lahko ugotovila, kako mu je ime in bi lahko koga poklicala. Dobra ideja. Ja, prebrskaj. Kaj? Ja, prebrskaj mu žepe. Zakaj pa jaz? Zato, ker jaz pazim, da kdo ne pride. Nič. Tudi nič. Nič. Ja, in kje ima po tvojem denarnico? Je v notranjem žepu jakne, tako kot vsi. Jaz jo imam v torbici. Poročenje. Tudi otroke ima. Pokaži. Glej, tole mora biti žena. Lepa ženska. Široke boke ima. Se ti zdi? Treba jo poklicati, pa ne ona pride in ga odnese domov. Poglej, če je kje telefonska. Glej, tole zna biti domača številka. Ja. Ja, dajva jo poklicati.
Slišim jih. Nisem gluh, pa tudi trdega vratu nimam, samo oči ne moram odpreti. Kot bi imel zlepljene veke. Ne, to morate napraviti zdaj. Ja, danes zvečer. Ne morem več čakati. Nujno rabim denar od zavarovalnice. Pa se ne gre za pravi rob. Ne. Ja, na koncu je vse to moje. Ja, seveda, vsa ta dela so moja. Ne skrbi. Za varnost se bom jaz pobrigala. Stopil sem vam, da bi se malo sprehodil. Danes je prvi dan, odkar sem doma po operaciji in hotel sem se sprehoditi. Tako lep dan je bil. Dežuje bil, ampak meni je dež všeč. Ne morem si pomagati, lepo mi je, ko hodim med vodnimi kapljicami, ki mi močijo obraz. Precej dolgo sem hodil, ko sem se kar naenkrat znašel na mostu. To zadaj, ne si široke. Stal sem na ograji, gledal reko. Voda, ki pade name od zgoraj. Voda, ki mi kliče od spodaj. Narejeni sem iz vode. Prebudila me je hupa nekega avtobusa, stopil sem dol in se zatekel v vežo do spodaj. Videl sem luči, stopil sem in zasedil sem. Še zmeraj spi. Jaz tudi postajam zaspan. A misliš, da bo kmalu tukaj? Kdo? Žena. Rekla je, da pride takoj. Ja, bomo videli, kaj ona razume pod takoj. Koliko pa je to takoj? Veliko več kot prec in veliko manj kot pol. Pol! Sprav, da ni druge, kot da čakam. Sej. Vse skupaj se je začelo nekega jutra. Prišel sem v pisarno, na vratih je stala moja tajnica, ki me je nasmejana čakala s kavo. Vzel sem jo, se vsel za pisarno mizo, popil sem požirk. Ja, je grenka. Nikoli prej še ni bila, odkar sem v tej službi. Kar pomeni precej let. Kava je bila zmeraj topla, dišeča in sladka. Jaz imam rad sladko. In tajnica ve, kakšno kavo imam rad. Zato sem jo poklical in je rekel, da je kava grenka in da me to preseneča, ker je znala zmeraj ravno prav sladkat. Ona pa se mi nasmehne in reče, nova sem, šele prišla sem. Kje pa je moja stara tajnica? Vprašam jaz. Umrla je, odgovori. Umrla, rečem. Umrla, ponovi. Nisem si zapomnil njenega obraza, zapomnil pa sem si njeno kavo. Že prej bi lahko pomislil. Na kaj? Mogoče je padel v komo. Komu? Ja, zaradi psihološkega stresa. Ne razumem. Prebral sem, da te psihološki stres lahko spravi do vegetacije. Če ga seveda prej ne zdraviš, nujno je treba poklicati zdravnika. Se pride njegova žena. Mogoče je kaj resnega. A misliš? Če je padel v komo, ga je nujno treba spraviti v bolnico. Ne prenesem bolnic. Pustite, je mogoče med vami kakšen zdravnik? Kaj delaš? Zdravnika iščem. Ima smisla, da bi lahko našel zdravnika kar takole. Ne rabi zdravnika samo za spavje. Sploh pa tukaj že ne boš našel zdravnika. Aha, najdi. Kje? Ja ga ne vidiš tam. A tale? Tale, ja. A ste vi zdravnik? Odkar sem diplomiral. Šele od takrat? Stop, prosim, gospoda. Za tega gospoda. Kaj pa je? Da tebe sprašuje. Spi. Mogoče je padel v komo. Prehranite mi svoje diagnoze. Če kdo sem jaz tukaj za to, da postavljam diagnozo? Seveda, seveda, oprostite, gospodo.
Mogoče je padel v komo. Dobro. Dajmo. Ja, sej. A je hudo? Sej sem vedel. Kaj pa mu je? Ja, gluh je. Odlično. Vse v redu. Ne, to je... Vse v redu? Ja, moram reči, že z njim točno tako, kot sem mislil. Mislite resno? Absolutno. Res? Ja. Ti nisem rekla. Običajen primer, velikrat se zgodi. Res? Ja, večkrat, kot bi si mislil. Mislite resno? Ja, človek nima pojma, pol pa ko strela z jasnega. Ja, zdaj mi pa oprostite, ampak moram nazaj na svoje mesto. Seveda, hvala gospodu. Oprostite, ker sem vas nadlegovala. Ja, saj me nista. V gledališču sem bil. Gledališče? Ja, na eni čudni predstavi. Jaz ne hodim v gledališče. Boljš. Razumem. Česa? Kaj mu je? Se ti je povedal. Kaj? Stik. Tega pa zdravnik ni rekel. Pa da ne? Ne. To se razume samo po sebi. Samo po sebi. Seveda se ni treba v življenju vse stvari povedati na glas. To ne. Ne, še posebej, če si zdravnik. Tako. Ja. Moje želje je ime Luiza. Izjemna ženska je. Natančno tak tip ženske, kot sem si zmeraj predstavljal, da bo moja žena. Dobra je, urejena, izvrstna kuharica in odlična mati. Srečen človek sem. Danes je težko dobro oženiti, veliko ljudi se loči. 27 let v zakonu in nikoli nobenega prepira. Ponosen sem na to. Luiza, ne spomnim se njenega obraza. Kaj je tole po tvojem? Kaj? Tole kaj? To je eksistencialna praznina. Kako? Je praznina, ki obkroža sodobnega človeka. Vrtinec, ki ga golta vase. Eksistencializem, narcisizem, kozmični orgazem. A res? Ja, brez dvoma. Meni se pa zdi, da so to sam gati. To je zato, ker ne razumeš umetnosti. Sem jaz? Ja, seveda. Ja, se mi je kar zdel. Je zanimivo. No, kaj? Romaš, res zgledajo gati. Kdo je to? Najboljš njegova žena. Prav si imela, res ima široke boke. Toni. No. Toni.
zdaj to? Boste še kaj zinali? Tako sva ga našla. Ona ga je. Pred pol ure. Pred 20 minutami. Odjutraj je tako. Odkar je prišel? Sedel se je. Zaprl oči. Se spal. Toni, ljubi moj, Toni, no. Toni, a me slišiš, dragi moj? Gospa, nima smisla, sva že. Kaj sta že? Klicala sva ga, no seveda ne zljubil. Kje bi si pa upala? Se ga sploh ne poznala. Drla sva se. Drla? Je, da bi ga zbudila. Gospa je vaš mož mogoče duh. Niti slučajno, moj mož odlično sliši. No kaj sem ti rekel, ne bi ga bilo treba tresti. Dober, no pač ni gluh. Kaj ne pa zdaj? Pomerite se, gospa. Ne izgubiti kontrole. Kaj ne naredim? Ne vem, kaj ne naredim. No, kaj sem ti rekel, ženske nikoli ne veste, kaj narediti. Kaj ne naredim? Vi mi povejte, kaj ne naredim. Ne bi vedela. Zdravnika sva poklicala. A res, kaj pa je rekel? Rekel je, da spi. A samo to? Rekel je, da je z njim vse v redu. A še kaj? Ne. Je tako, gospod doktor? Rekel sem samo, da je z njim točno tako, kot sem mislil. Slišal? Kako ne gospodin, gospod doktor? Pa kje je ta vajen zdravnik? No, tukaj se nič ne vidi. Gospa, prej ali slej se bo zbudil sam od sebe, boste videli. A res? Ja. Izvolite. Kaj pa je tu? Izvite. Ali sploh točno takšno, kot sem si mislil. Hvala, gospod doktor. Res ste hvaljalni, res. Najlepša hvala. Res ne vem, kako sem hvalila. Res lepa hvala, res lepa hvala. Doktor, sploh ne najdem besed, veste. Res ne vem, kako bi našla način, da se vam... Doktor, kakšno je kaj predstava? Kaj? Doktor je v gledališču. Jaz pa ne hodim v gledališče. Boljš, gospa. Joj, kakšen čudovit človek tale doktor, pa kako zna stisniti roko. Danes človek težko najde dobrega zdravnika. Moj mož je imel pred kratkim operacijo. O, za muhot. Kako to mislite? Ne prinesem bolnic. A ja, to ja, grozne so sestri. Prav imate, res so grozne. A je bil kaj hudga? Ja, no. Ampak zdaj je že vse v redu. Bolj ali manj. Gospa, se je vaš možu že kdaj prej zgodil, da je tako zaspal? Koliko se jaz spomnim? Ja. No, če malo pomislim, na poročni dan je bil zelo utrujen. Res? Ja, ni pa zaspal. Pa med nedeljimi tedni? Ne bi bil diskreten. Človek se vpraša, kaj je sploh iskal tukaj. Je tole umetnostna galerija? Sej. Sem se pride gledat umetnine. Sej. Kaj? Da moj mož ni bil nikoli prav umetniški tip. Da ne? Ne, umetnost ga ne zanima. To je pa škoda. Velika škoda. Ja, no, pa jaz moram reči, tole so spodne gate, a ne? Ne. Kako da ne? Gate bom pa jaz znala prepoznati. To je eksistencialna praznina. Eksistencialna praznina. Narcisizem, kozmični imperializem. Ne, samo gate so. Ne morem opustiti tukaj, a ne? Ne. Kako ne ga podnesem sam? Ne bi vedela. Midva vama lahko pomagava. Kako? Lahko ga naloživa v taksi. Se ima najmanj 90 kil. Dejva pomagati, gospe, no. A si zmešan. Dej, ti ga prid za noge, jaz ga bom za rame. Ne maram fizičnega dela, zato pa sem tukaj v službi. Pazite name, lepo prosim. Brez skrbi, gospa. A si? Dejva, 3, 4. Dejva še enkrat. Si, dej. 3, 4. Težek je, no, ti nisem rekla. Rekla si tudi, da je gluh. Pa ni. Sej itak nima smisla, tako ali tako ga ne morem sama nositi domov. Nikoli se ne bi mislila, da se mi lahko zgodi kaj takega. Ja, gospa, človek nikoli ne pomisli na najhujše. O
moj mož, tako dober človek je, pošten, zmeraj obziren do ljudi, nikoli še ni zaspal v javnosti. Pa še zbuditi se noče. Kakšna sramota. Dajte no, gospa. Sploh se ne bom več upala med ljudi, kaj mi jim pa rečem. Pa žlahta! Vsem ni treba povedati. Mi da tudi ne bova nobenemu povedati. Seževa. Hvala. Kaj se tukaj dogaja? Tukaj je en gospod. Ki je zaspal. Ob 9 zjutraj. Kar je prišel. Gospa je njegova žena. Trenutno se joka. Ja, ker jo je sram. Ja, hvala. Jaz zginenej! Pa vi vsi tudi zginite, da čez 10 minut ne vidim tukaj nobenega več. Tole ni promenada. Jezus, kakšne manire. Ja, kaj hočete, taki so umetniki, muhasti. Nepredvidljivi, gospa. A je tukaj mogoče kje kakšen telefon? Ja, tam zadaj. Zakaj? Rada bi poklicala sina, mogoče mi lahko pride pomagati, da ga skupaj sprava domov. Dobra ideja. Joj, samo najprej mi pomagajte, lepo prosim. Kaj hočete pa zdaj spet? A ga hočete spet dvigovati? Ne, samo poravnala bi ga rada, če bo vstal takole, bo imel trd vrat. Gospa, tudi jaz sem enkrat takole zaspal. Pred televizorjem, ko sem se zbudil, sem imel trd vrat. Ja, to poznamo. Takole je veliko boljši, ja. Ja, gremo. Kam? Telefon. Kaj? A me kdo kliče? Vi hočete poklicati sina. Sina? Joj, sina, ja, seveda. Kje je ta vaš telefon? Tam. Rad ga imam. Moj sin je, kako ga ne bi imel rad, samo da... No, bolj slabo se poznava. Ko je bil majhen, zmeraj držal mamo za krilo. In ko je začel rast, nikoli nisem imel dosti časa zanj. Služba, posli. Skratka, skrbel sem, da bo preskrbljen. Vse, kar sem počel, je bil zanj za njegovo prihodnost. Vse samo zanj, delal sem zanj. V službi sem dosegel lep položaj, ampak zaradi tega sem zanemaril svojega sina in svojo ženo. Nekega dne sem se poskusil pogovoriti z njima in razložiti, to je bilo tik pred operacijo. Rekel sem jima, da ne spomnim se točno, kaj sem rekel, spomnim se pa, da ni sin ni poslušal, žena je pa imela nekaj na štedilniku. Moj sin zdaj delal v veliki stekleni stavbi, direktor nečesa je. Ima tudi punco, poročila se bosta. Rad bi ga imam. Samo nikoli se nisva zares srečala. Mogoče se zato ne spomnim njegovega obraza. Ja. Ja, šli so, ja. Oči! Ja, kaj se mu zgodi? Odlično. Odlično, zato bom jaz poskrbela. Mami. Ne, sem rekla, zato bom jaz poskrbela. Zmenjeno. Ja, pa kaj, no, najbrž malo počiva, hudo obdobje ima za sabo. Ja, ne, mami, ne morem zdaj priti, no, gledališču sem. Ne morem se predstaviti ven, no. Ja, te pokličem tako za konec, ja. Sam še par ur pa bo vsega konca. Ja, mami. Ne bom več žrtev svoje umetnosti, izginila bom. Zavarovalnica mi bo plačala in jaz bom svobodna. Mirno bom lahko gledala stvari okrog sebe in vse okrog mene bo spet samo to, kar v resnici tudi je. Stol bo spet samo stol, klop bo klop, gate bojo pa spet samo gate. Vsem rečem bo vrnen njihov prvotni pomen. Resničnost bo postala enoplastna, zlahka obvladljiva. Jaz ne bom več utopljena v stvareh, ampak bom dvignjena bom nad njimi. Od ničesar ne bom odvisna. In ker ne bom več žrtev, mi ne bo treba zapolnjevati mojih notranjih praznin. Imela bom denar. Moja edina misel bo pa, jaz lahko preprosto sem. Neprespane noči pa nenehno iskanje nečesa, ne. Vsega tega bo konc. Ostala bo samo svoboda gledanja.
Svoboda sladka. Moj mož, sedite. Ja, vstajte že trava brez obzirna, da se greste takole usedati po ljudeh, a nikoli ne pogledate, kam daste svojo rit. Kaj vi pa še delate tukaj? Zakaj? Kako zakaj vi pa nimate tukaj kaj iskati? Midva sva varnostnika te galerije. Zato morava biti tukaj. Najna dolžnost je, da sva tukaj. Zato naj jo plačujejo. Da sva tukaj. Če naj jo ne bi plačevali, bi bilo pa drugače. Jasno. Ne bi visela tukaj. Pa bi visela nekje drugje. Visela bi tam, kjer bi naj jo plačevali, da visiva. Ne bi pa visela tukaj, nobenega smisla ne bi imela. Kakšen smisel bi imeli, da visiva tukaj, če naj jo ne bi plačevali, da sva tukaj? Samo idiot bi to počel. Ker naj jo pa že plačujejo, da sva tukaj. Sva pač tukaj. Ampak vi pa ne bi smela biti tukaj. Kje bi pa morala biti tukaj? Nekje drugje. Ampak če naj jo pa plačujejo, da sva tukaj. Nekje drugje. Če bi naj jo plačevali, da sva kje drugje, bi tam tudi bila. Gospa, midva sva zmeraj tam, kjer naj jo plačajo, da sva. Joj, tole me pa utruja. Kdo je pa ta gospa? Je žena od svojega moža. Žena od svojega moža? Ste pozabili? Madonna, kaj pa ti še zdaj dela tukaj? Si sem rekla, da ne sme biti tukaj nobenega več, ko se vrne. In gospa pričakuje sina. Kaj noseča je? Šokirala je svojemu sinu. Tiho je, da pokliče takoj, ko bo konc predstave. Kakšne predstave? Kako kakšne predstave tele? Ja, gospa in sin je v gledališču. Jaz ne hodim v gledališče. Boljš. Oblogo je pokliče, takoj, ko bo konc. A ne glati? No, pa okej. Ja, a bi mi prosim naklonil odgovor? Mami, lepo te prosim. Ja, kaj je? Ne mi delati samote. Samo nekaj sem te vprašala. Imaš ti te ljudje. Jo, zmeri ista pesem. Sram ga je, čist brez razloga. A ne? Lep fant je, gospa. Visok pa široke rame. Mogoče igra ragbi. Direktor je, diplomiran. A izobraženc torej. Z jezika si mi snedla. Zakaj si pa potem vprašal, če igra ragbi? Ja, kaj, če izobražen ne more igrati ragbi? Ne, tole me utruja. Se pa vseti. Ja, samo ne na mojega moža. Se lahko tudi jaz usedem? Ja, ker lepo si pogled predstavo. Samo ni pozabi, poklič takoj, ko bo konc, prav? O, Madonna, stran moramo. Stran. Stran! O, Madonna, upam, da se ta leti ne bo zbudil. Gospod? Gospod? Ja, kaj delate, pa to je moj mož, ne pa robotujca. Še dan je manjkala. Gospod, a bi vi stopili za hip z mano tjale? Kam me boste pa pelali? Idem vas pogledat moj zadnji art. Zadnji akt. Mojo najnovejšo umetnino. Noben jo še ni videl, tudi jaz ne. Zadnji akt. Joj, če to ni razborljivo. Greva? Ja, če to ni razborljivo, samo... Kaj je že spet? Ja, ne vem, če lahko pustim svojega moža. Gospa, tale hip se mu ne da prav nič pomagati. Ah, to je pa tudi res. Zakaj pa ne? Tako mora počakati do konca. A veste, da sem danes prvič spoznala ta pravega umetnika. Iz mesa in krvi nikoli si ne bi Mami, no! Tiho, ti pa glej predstavo. Ja, mami. Nekega dneva je zdravnik rekel, da imam tukaj, v glavi. Mogoče se zato nisem ničesar več spomnil. Pred operacijo sem ure in ure strmel v strop in se poskušal spomniti obrazov ljudi, ki jih poznam. Nič. Še tistih, ki so me obiskovali, si nisem zapomnil. Ko so stali pred mano moj sin in moja žena, sem nepremično zrl vanj in si jih poskušal vtisniti v spomin, kot da bi bile moje oči objektiv, moj pa film. Nič. Kje se obirata? Končno dajmo. Vse je prazno. Vse je v redu, ne skrbeti. Vse je v redu. Kako? Zamotila sem jih. Kako? Sem rekla, vse je v redu. Imam jih pod kontrolo. Varnostnika je dolga zgodba. Naredi tako, ker smo se zmenili, za vse drugo poskrbim jaz. Zmenjeno. 20 minut namadejte. 20 minut. Odlično. Ste prepričana, da ne bo težak? Rekla je, da ne, pol je pa to še 100-krat ponovila. Ne skrbeti, ker mirno se lotita. 20 minut. 20 minut, jasno. Vse boš prav. A smem vprašati, kaj ti je? Čutno. Kaj? Počutim se, kot da me en gleda. Sam zdi se ti. Ja, najbrž boš prav. Glej, en je tukaj le pozabil gate. Seveda so gate, bom pa ja vedel, kakšne so gate. To je umetnost. Ker gate so umetnost. Seveda.
tole? A tole je tudi umetnost? Ja, brez dvoma. Meni se pa zdi, da je tole en štumf. Ja, se tudi je štumf. Kako? Ne razumem. Če bi bil na tvoji nogi, bi bil to navaden štumf. Kako? Če si ti natakneš štumf na nogo, je to samo en štumf. Če pa štumf obesiš tjale, rada umetnost, razumeš? Ne. Si ti butast? Čakaj malo. Hočeš reči, da če bi jaz semle obesil svoje štumfe, bi ratal umetnost? Ne. Kako ne? Ker ti nisi umetnik. Ja. Pa ker ti noge smrdijo. Tja, neverjetno, kako tole spominja na gate. Zmigaj se. Moj obraz. Šele ko sem pomislil nanj, sem se zares prestrašil. Nisem se več spomnil svojega obraza. Trudil sem se vstati, da bi šel po gledalu, a mi ni uspel. Nisem se mogel držati na nogah. Poklical sem sestro in jo prosil, da naj njega prinese. Končno. Moje oči, moj nos, moja usta. To sem bil jaz. Gledal sem se, pa se nisem prepoznal. Vedel sem, da ne more biti noben drug, ampak kljub temu obraz v ogledalu nisem bil več jaz. To nisem bil jaz. Nisem bil jaz. To nisem jaz. Dober je, kaj delaš? Ja, nekaj imam v čevlju, no, sezu se bom čisto preveč me boli. Si ti ena riva. Ja, bi rad videl tebe na mojem mestu. Ja, jaz bi potrpela. Ja, seveda, lahko je govoriti, če te ne boli. Hej, tam en sedi. Na vreči. Kdo? Ne vem, en tip. A tale? Tale, ja. Bukli, to je umetnina. Umetnina? Seveda. Meni se zdi pa to samo en tip, ki spi. Si ti butastno, pa kako da ne razumeš? Pa kaj s tabo si ti zmešal? Pa si videla, kaj si videl, ni se premaknil. To pomeni, da ni resničen, ne? Ampak je umetnina. Sam zgleda pa resničen. Za nalašč tako naredijo. Kaj? Če je ena stvar umetna, zgleda resnična. Če je pa resnična, naredijo tako, da zgleda umetna. No, zdaj pa ti... Kaj? Ja, vdaj ga. Ja, zakaj? Da se boš prepričal, da gre za umetnino. No, a si videl? Prav si imela, res je umeten. Dobar je, nehaj, no. Zakaj? Pokvaril ga boš. Škoda, uživati si začel. Nekaj spoštovanja nimaš. Do koga? Do umetnice. Ena. Meni se zdi ta umetnica čist navadna ena baba, ki obeša svoje cunje, on pa temu prav umetnost. No, dej zagrab. Kaj? Ja, žakaj, zagrab ga. Ja, zakaj pa? Ja, ker ga moramo odnesti s sabo. Kam? Ja, kako kam? Na kamion. Kaj, žakelj je tudi umetnost. Tasno, dej zagrab ga. Težak je. Ja, umetnost je zmeraj težka. Joj, tak je res neverjeten, neverjeten. A si morate misliti, na začetku bi dala roko v ogenj, da gre za čist navaden telefon. Ja, saj tudi je telefon. To, kar ste ravnokar videli, je telefon. Ne razumem. Gre za telefon, hkrati gre pa tudi za umetnino. Ja, še zmeraj ne razumem. To, kar ste ravnokar videli, ni samo nek telefon, ampak je telefon z veliko začetnico. Telefon, ki v funkciji umetnine predstavlja
nekomunikativnost sodobnega sveta, nezmožnost ljudi, da bi se srečevali in komunicirali med sabo brez pomoči mehaničnega posrednika, razumete? Pa je moj mož. Moj mož. Moj soprog. Tip, ki je sedel na vreči, kje je? Vaš mož? Tudi vreča je skinila. Neverjetno, zgledal je pa čist navaden telefon. Ja, ampak kljub temu gre pa za nekomunikativnost sodobnega sveta. Za Ne, kaj govorite, ne se mi zgodilo. Moj mož je skinil in to je za vas nič. Mogoče samo stopil malo ven na zrak. Šal to vrek. Ugrabili so mojega moža. Mojega moža so ugrabili. Ne, pa kaj govorite, gospa, no, dajte se pomiriti, no, prosim. Samo zdi se vam, to gre za optično prevaro. Kakšna optična prevara? Moj mož je skinil. Gospa, a bi vi šli malo z mano teme? Kaj pa ne delam tam? Rada bi pa se vprašala za mnenje glede moje najnovejše umetnine. Prosim vas, gospa, vaše mnenje res zelo, zelo cenim. Vrnem se bo, sem prepričana, možje so kot nevihta sred poletnega dne, pojavljajo se, ko jih človek najmanj priča. Hej, tudi eksistencialna praznina je zginila. Gati, ni jih več. Skrbite, prosim, za gospod, jaz se takoj vrnem. Tukaj nekaj smrdi. Kaj? Ne vem, ampak nekaj smrdi. A veste, kaj ste naredila? Kdo? Meta, ti si? Oprosti, ne, zmotila sem se, nisem hotela tebe zdaj klicati. Ja, si slišva? Ja, si slišva? Debila zmešana! A hočete, da me obtožila zaradi ugrabitve? Ja, čist dober si me razumela, krava ugrabitve. Kaj? Odnesla sta tipa, ki je sedel na... Umetnina? Kakšna umetnina? Tip je samo zaspal na žaklju. Seveda, lepo ga prenesta nazaj. Sem rekla, nazaj ga prenesta. Samo tipa. Ne tega ne. Ne direc tudi ne. Sam tipa prenesta nazaj, no? Ne, vse prenesta nazaj. Ja, vse. Zakaj se moj prav vse zgoditi, meni tako dober načrt počel. Vse še enkrat. Gospa? Še rekel sem ti. Pa tihejši. Ja, to je umetnost, to je umetnost. Ti se človeško. Pa še pretepla sta. Si predstavljaš, da bi se zbudil, a? V zapor bi naju strpali, to zaradi ugrabitve. Sem se ti opravičila. Ti misliš, da je to dovolj? Pa dober, kaj bi rad? Škrtejo se! Da ne slišal so vsi tisti, ki te do zdaj niso slišali. Kaj sem tako že včeraj nazaj. Si? Ja. Pa šefica, kaj je rekla? Nič ni rekla. Krasno, adijo denar. Če bi hotela reči, da nama ne bo plačala, bi to tudi rekla, a ne? Ti mogoče se je zdaj pa samoumevno to samo zaradi ene zajkle, ki je imela tipa, ki leži na vreči za umetnost. Kaj je? A ti res nimaš občutka, da naj me gleda? Kaj? Kot da bi naj opazilo. Sam zdi se ti. Ja, sam občutek je pravaš. Ja, sej. Strah. A si?
Tjale sta šla. Kaj? Tjale. Tjale? Tjale? Kaj stojite kot lipo bog, naredite kaj. A? Naredite kaj. Kaj pa delate? Plešem. Tjale sta šla. Kdo? Kdo? A mi vi ne slišite, ko govorim? Seveda vas slišim, ko govorite, samo kadar ne govorite, vas ne slišim. Dva sta šla, Tjale, v tisto smer. Ne razumem. Ja, Kaj že spet? Moj mož je nazaj. Pa žaka je tudi. Nekdo je bil tukaj. Ne, dva sta bila. A dva? Ja, Kdo sta pa bila? ne vem, pa mene sprašujete. Ampak Tjale sta šla v tisto smer. Ne, gospa, je samo malo pretresena, vse bo v redu, vse bo v redu. Specialna praznina je spet nazaj. Gati, spet so gor. Ne, pa res. Jaz bi sem vam rekla, da je šlo samo za optično prevaro. Pa povem vam, no, tukaj sta bila dva, en zajec, pa še en maček. Vse je optična prevara. Vse. Resničnost ne obstaja. Jaz ne obstajam. A ne razumete? Nihče od nas ne obstaja. Vsi smo nič. Kot podoba v zrcalu. Vidite jo? Komaj se pa premaknete. Je ne vidite več. Ne obstaja več. Ampak nekaj pa še zmeraj obstaja. Zrcalo še zmeraj obstaja. In v njem še zmeraj nekaj odseva. Samo mi tega ne moremo več videti. Tako smo narejeni. Smo kot odsev v zrcalu. Luči ugasnejo, zavesa pade, vse izgine. Jaz čist nič ne razumem. Jaz ne, ampak je pa tako lepo poslušati. Kakšen smisel ima, da bi se vznemirjala? Čemu to služi, če pa v resnici sploh ne obstajamo? Kaj bo ostalo za nami in za našimi dejanji, če smo pa samo odsev v zrcalu? Prah, prah, ostali bomo prah in izginjali. Kot da ne bi nikoli živeli, kot da niti zdaj ne živimo. Čakaj malo, a vi hočete reči, da sem jaz mrtva? Zato ste tako bledi. Zdaj se prikajte. Ampak vse se čisto v redu počutimo, tudi če smo mrtvi. Vidite, vse je popolnoma logično. Mi ne obstajamo. Ne, nimate prav. Mi obstajamo. Kdo to pravi? Jaz sami ste dokaz za to. Če ne bi obstajali, s kom bi zdaj le govorili? Če gospa ne bi obstajala, ta moški ne bi mogel biti njen mož. No in kdo bi potem bil ta moški, ki sedi na vreči? Če jaz ne bi obstajala, komu bi moj kolega stal ob strani? Nimate prav. Imam dokaze za to, da obstajamo. Lahko me objame. To pomeni, da obstajamo. Zguba sem. Čist navadna zguba. Napravite, no, ne se pustiti, ne jo poslušati. Ne moram več ustvarjati, ne razumete? Ne gre mi več, suha veja sem. Vidite, no, veš, telefon je sjajna. Za noben art ne gre, pa to je čist navaden telefon. Kako da ne? Gre za nezmožnost ljudi, da bi se srečevali in komunicirali med sabo brez pomoči mehaničnega posrednika. Kaj sploh je umetnina? Čem se skriva? Je lahko vse, kar nas obdaja, umetniška stvaritev? Seveda. Umetnost je tam, kjer jo vidiš. In to je vsa umetnost. Meni moj mož večkrat reče, da sem kot krški kip. Kakšno zvezo ima pa to?
Ja, pa se ne pogovarjamo o umetnosti. Ja, to je genialno. To je genialno. Mislim, no, končno prava umetnina, no, končno. Kje pa? Prida dol. Kdo je to? Ta, ki piše recenzije. Kaj pa je to recenzije? To, da kritiziraš umetnost od drugih. Zakaj pa raj sama ne dela umetnost, namesto da kritizira druge? Ker pa ne bi bila več umetnostni kritik. Tako? Ja. To je resno. Kakšna genialna zamisel, mislim. Moški, ki zaspi med tem, ko opazuje umetniško delo. Mislim, to je genialno. Govori o mojem možu. No, v tem vidite pa simbol sodobne umetnosti. Apatija sodobnega človeka. Nezmožnost današnjega človeka, da bi se v sebi prebudil in da bi se spoprijel z lastno nezmožnostjo ustvarjanja. Med vami je himna neustvarjanja. Torej vam je všeč? Če mi je všeč, pa to je nekaj najbolj genialnega, kar sem sploh kdaj videla. Mislim, to je res tako resnično. To je veliko bolj pretresljivo kot Alan Jones in bolj presenetljivo kot Čeličev, bolj vznemirljivo je kot... Gati! Točno. In kako se imenuje? Sen. Imenuje se Sen. Sen? Dobro, kakšen slov naslov? Dobar. Zdaj ne gremo pisati članek. Jutri bodo že vsi pisali samo vas. Mož je umetnina. Torej sem se poročila z umetniškim delom. Ja, in jaz sem ga ustvarila. Mami! Zlati, Mami! a si že tukaj? Mami! Ja, mami, šel sem vrče pred koncem predstave. Nič več nisem razumel. Vidiš, točno zato ne hodim v gledališče. Boljš! Oči! Stoj, ne se dotikati moje umetnine. Če povem po pravici, tudi njega ne razumem. To je zato, ker ne razumeš umetnosti. Če bi jo razumel, bi razumel tudi njega. Spet si jaz kriv. Seveda. Ja, se mi je kar zdel. Že 2 meseca sem tukaj. Vsak dan si mi ogleda veliko ljudi z vsega sveta. Američani, Kitajci, Japonci, Italijani. Pa tudi žena pride vsak dan. Tudi od meni in v mojem imenu deli avtogram. Sin hodi v službo, zato pride, kadar pač utegne, ampak kadar je tukaj, mu berem v očeh, da je ponosen na svojega očeta. Tako srečen sem. In to zato, ker zdel se vam bo absurdno, ampak ne spomnim se svojega obraza in prav malo mar mi je za to. A ni to čudovito? Še nekaj bi rad povedal, nekaj neločljivo povezanega s stanjem, v katerem sem se znašel. Gre za to, da imaš neko osebno vrednost. In nikoli si nisem mislil, da je bom kdaj v življenju imel. Umetnost je nesmrtna.